korak naprej, da sledimo tistim glavnim pripombam, ki so bile v času razprave najbolj upevane. Prva je zagotovo manj pokrajin, to smo deloma uspeli, glavno mesto in zahteva po referendumu. Trije razlogi so za to, da so v bistvu ta zadeva nekako sledi. Mislim, da govoriti čez noč, če se karkoli dogaja, to je živo sprenevedanje demagogija. Desetletje govorimo o pokrajinizaciji v Sloveniji. En glavnih posamosvojitvenih projektov še danes nima zeleno luči v Republiki Sloveniji. In to je skrajni čas, da se to zgodi. Jaz sem prepričan, kot tukaj, da sedim pred vami, da vaška skupnost je najboljši gospodar javnih financ. Potem je krajevna skupnost, potem je občina, potem pa dolgo neč od države. To vam povem iz lastne izkušnje desetletnega školovanja, kako se en evro obrača v vaški skupnosti in kako se v državi obrača. In prepričan sem, da skupek interesov neke pokrajine lahko odlično zastopajo tamkajšnji pokrajinski sveti, ki vejo, kaj so njihove prioritete, ki vejo, kaj potrebujejo ljudje v tistem okolju, kaj je prednost, ali zdravstvo, ali šolstvo, ali kultura, ali cesta, ali vodovodi. In ne bo država posegala to. In ne nazadnje, imamo 210 občin v Sloveniji, 210 županov in 210 različnih zemljevidov pokrajinske zgodbe. Ta pa se stav skupaj nemogoče. In jaz ne rečem, da je ta najbolj optimalna zemlji sestavljena. Vendar na koncu, jaz sem odločno bil vedno proti referendumu. To je klofuta aktualni politiki, ki se ne zna zmeniti o nekih pomembnih temeljnih vprašanjih kot je organizacija. Ampak če žal ne gre drugače in če pač to tudi opozicija zahteva in danes celo podpira to referendum, tudi ponovno in poziva ljudi na referendum, ne pridejo, ne se odločijo po svoji vesti. Dobra, mora biti javna namenska raziskava, ki je v soboto pokazala zanimivo sliko podporo te zgodbe, ki je včasih prav nekatere presenetila tudi v lokalnih, regionalnih okoljih, ki sem jih dočeli še drugačnega mnenja. Zakaj pokrajine? Jaz bi lahko govoril o tem 10 točk, sigurno 15, ampak 5 ure prisotni, zagotovo ste to že večkrat slišali in bi se ponavljal preveč, zakaj je dobro to, zakaj je to pozitivno, predvsem iz gospodarskega vidika, iz javnofinančnega vidika, iz racionalnega trošenja javnih financ, za lažje odločanje, bližje ljudem, stvarem, ki to. Govoriti o dodatni administraciji je nekorektno. Nekorektno, nepošteno. Tisti, ki ni bral dobro zakonodaje, tako govori na pamet. Morda organizacija, tudi če na tem mandatu 5 minut do polnoči ne bo dobila kljub, po moje oceni, zelo ugodnemu referendumskemu izidu, jaz verjamem, da bo to en boljši izid, ki ga mogoče bo opozicija dodatno presenetila, mora biti še priložnosti, da se bo sprejemamo v tem mandatu. Drug mandat je druga zgodba, nov list, nova vlada, nov parlament, vprašanje, kako se bo zdaj pristopili. Ampak upam, da tudi nove mandate vlade in parlamenta bodo spoštovali voljo referendumsko. Ali pa tudi ne. Ne vem, odvisno od tistih, ki bo takrat na oblasti.